in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Usmili se nas, Gospod, ker smo grešili zoper Tebe. Skaži nam svoje usmiljenje in daj nam svoje rešanje. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
si naše zavitje v stiski, pomoč v trpljenju in tolažba v nesreči. Čeprav smo zaslužili pokoro in kazan, prizanesi svojemu ljudstvu, da bomo živeli v miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla in morja ni več. Videl sem sveto mesto, Novi Jeruzalem, priti z neba od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ozaljšana za svojega ženina. In slišal sem govoriti močan glas prestola: Glej, prebivališče Boga med ljudmi, prebival bo z njimi, in oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi. In obrisal bo vse solze z njih oči, in smrti ne bo več, tudi ne bo več ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine, zakaj, kar je bilo prej, je minilo. In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: Glej, vse delam novo. Jaz bom ženemu dal zastonj studenca žive vode. Kdor bo zmagal, bo tega deležen, in jemu bom Bog, in on bo meni sin. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Hvaljen Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži vsaki naši nadlogi. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami in z tvojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava Tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali kdo izmed vas bo dal svojemu sinu kamen, če ga prosi kruha? Ali bi mu dal kačo, če prosi ribe? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove,
koliko bolj bo vaš nebeški Oče dajal dobro tem, ki ga prosijo. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, življenje nam vsak dan prinaša presenečenja, pa tudi razočaranja. Kljub temu, da vse v nas kliče po sreči in zadovoljstvu, nas življenje večkrat neusmiljeno pritisne k tlom. Ljudje v takšnih primerih ravnamo različno. Včasih pred težavami bežimo, hočemo se jim umakniti. Nekateri jih želijo preglasiti s hrupom in veseljačenjem, drugi jih hočejo potopiti v omami alkohola, tretji se zapro sami vase in razglabljajo o svojem neznosnem trpljenju. Poglejmo, kakšen odgovor nam za različne preizkušnje daje razodeta Božja beseda. Tudi svetopisemske osebe se pogosto srečujejo z vprašanjem trpljenja. Od Adama, ki zaradi nezvestobe Bogu doživi človeško praznino in revščino, do pravičnega Joba, ki izgubi premoženje, prijatelje in se sreča s težko boleznijo, srečujemo izkustvo človeka, ki ga izraža knjiga Žalostink z besedami: Zginila je moja tolažba, moje upanje v Gospoda. Jezus je do konca doumel stanje popolne človekove osamljenosti. Razpet na križu izgovarja besede: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Vsi ti ljudje so se srečevali s stisko, kot se srečujemo mi. Znali pa so se prek nje dvigniti. V preizkušnjah so se osebno očiščevali, se odpirali k stiskam drugih, obenem pa navezali tesnejši odnos do Boga. Jezus je hotel svoje učence pripraviti na življenje, ki jih je čakalo, zato jih je spodbujal: Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Naše spoznanje je sicer preslabotno, da bi mogli vnaprej vedeti, kdaj bodo naše prošnje uslišane, ali kaj je za nas v določenem primeru najkoristneje. Eno pa je gotovo: vaš nebeški Oče bo dajal dobro tem, ki ga prosijo. Božja beseda nas uči, da so preizkušnje spremljevalke v življenju vsakega človeka. Spoprijemati se moramo z življenjem in z vsem, kar to življenje prinaša. Obenem pa lahko neomajno zaupamo v Boga, kajti dober je Gospod njemu, ki ga čaka, duši, ki ga išče. Verujem v enega Boga.
priče prosimo Boga vsemogočnega Očeta, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali resnico. Molimo za sveto Božjo Cerkev, naj jo nebeški Oče varuje in podpira. Prosimo te, usliši nas. Molimo za narode vsega sveta, naj jih ohranja v miru in slogi. Prosimo te, usliši nas. Molimo za vse, ki jih tarejo nadloge in stiske, naj jim usmiljeno pomaga. Prosimo te, usliši nas. Molimo tudi zase in vso našo družino, naj bomo Bogu prijetna daritev. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, ti vse rešuješ in nočeš, da bi se kdo pogubil. Usliši prošnje svojega ljudstva, ki je zbrano ob tvojem oltarju, in te z zaupanjem prosi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, sprejmi naše molitve in darove. Zaslužimo, da trpimo zaradi naših grehov, vendar nas reši zaradi svojega usmiljenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobni se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Po
Postal je človek po Svetem Duhu i se rodil iz Device Marije. Da bi spolnil tvojo voljo in ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpil roki na križu, premagal smrt in razodil zmagoslavno stajenje. Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi pojemo.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvoja svetost znanja Gospod, in Tvoja stajanja slavimo, dokler ne prideš s nami. Usmiljeni Bog, zato obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebo hoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, z našimi krstnimi zavetniki ter vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža, naše slovenske škofe, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj. Privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu,
v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smimo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Riši nas, vsemogočni Oče vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vidno živeli brez griha, in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir budi vidno z vami. In s tvojim duhom. Izrazimo si spoštovanje in ljubezen v znamenje miru in sprave. Thank you.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Okrepčal si nas v svetem Ohajlu, čeprav zaradi naših grehov zaslužimo trpljenje. Nam v stiski pomagaj in nas reši zaradi trpljenja Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami in s tvojim duhom. Pripravite srca za blagoslov. Božji mir, ki vsak razum presega, naj varuje vaša srca in vaše misli, da boste bolj spoznali in ljubili Boga in njegovega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Svet.